Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Moj podcast, moj klub, podcasta nogometnega kluba Celje, in v novi epizodi gostimo prav posebnega gosta, legendo Celja, člana mariborske generacije, ki je prva zaigrala v Ligi prvakov, in nekdanjega športnega direktorja Olimpije. Zanimiva kombinacija vseh treh klubov, trenutno pa trenerja velenjskega Rudarja, Simon Sešljar, pozdravljen. Lep pozdrav. Simon, zmotili smo te med pripravami oziroma zaključku priprav na spomladanski del druge lige. Kako potekajo priprave sedaj za nadaljevanje prvenstva? Res je, smo v bistvu na koncu priprav, v bistvu nas čaka še generalka, pa zadnji teden pred začetkom prvenstva, tako da v drugi ligi se dejansko se odvija malo na daljši rok, pauza je res velika, tako da je treba zapolniti nekako ta čas. Opravili smo, jaz mislim, na dobre priprave, odigrali lepo število tekm in mislim, da smo kar že pripravljeni za nadaljevanje. V svoji ekipi imaš tudi nekaj znanih obrazov za celjske navijače, tudi nekaj mladih igralcev, ki bodo prvič dobili resno priložnost na članskem odru. Pa me zanima najprej ta vidik druge slovenske lige. Je to področje oziroma bazen, iz katerega prvoligaški klubi premalo črpajo za svoje ekipe? Pa težko bi rekel, da premalo, ker se v zadnjem obdobju... Ravno zaradi tega sem vprašal, recimo Vidmar iz Bistrice v zadnje par letih se je dogajalo, lahko en pokazatelj tem klubom v prvi ligi, da se da marsikaj najti tudi v drugi ligi. To je dejstvo, to je že kar neka praksa. Zdaj, ali bi bilo tega več ali manj, je vprašanje. Sigurno toliko te neke kvalitete za prvoligaške klube tudi ni. Je pa pomembno, da se obračajo tudi na ta del in v mladinski nogomet in pa v nižje lige, ker, tako ste rekel, definitivno je materijala, ki se da ga izkoristiti tudi v prvi ligi, sigurno. Pred prihodom na mesto trenerja velenjskega Rudarja se lahko tikal, si vodil celjske mladince. Je lahko druga liga, zdaj se je mladinska liga odcepla, je sama zase, Next Gen liga. Kako ti gledaš na to vmesno obdobje za igralce, ki morda na prvoligaškem prizorišču ne dobijo takoj priložnosti? Sedaj je možnost, da nekateri starejši igralci igrajo v mladinski ligi. Kako gledaš za te vmesne igralce? Je bolje narediti, recimo v narekovajih, da ne bo zvenelo čudno, korak nazaj, pa iti v drugo člansko ligo, kot še vedno biti starejši v ligi, ki so jo že prerasli starostno? Dobro, moje osebno mnenje je sigurno, da je treba čim prej presedlati na članski nogomet, na resen nogomet, če lahko temu tako rečemo, ker pač je treba dozoreti. V mladinskem nogometu, v akademijah se pač igra se nogometa, igra se neka zadeva. Tam so pa stvari, ki so pomembne v prihodnosti, kaj jih čaka kasneje, in hitreje, ko se te igralci na to navadijo in pa se zavedajo nekih stvari, lažje jim je. Je pa dejstvo, ne bomo nič novega odkrili, da je pač to neko obdobje, ki je zelo težko za igralce, ki se morajo prebiti, in da je tu največje sito, največ se izgubi, oziroma je le en mali procent tistih, ki lahko nadaljuje potem na profesionalnem nivoju. Zdaj imaš izkušnjo vodenja mladincev, tudi ostalih nižjeligašev, konec koncev tudi Celja. Ko zdaj vidiš, kakšne recimo fante si dobil k mladincem oziroma kakšne fante si dobil potem iz različnih klubov kot trener članskih ekip. V prvi epizodi podcasta sem gostil Denisa Popoviča in
Pope je takrat rekel, da če bi bil on trener, bi vedno dal prednost igralcem, ki so tehnično sposobni, kot tisti, ki fizično izstopajo. Se ti zdi, da morda tudi zaradi nekakšne spremembe razmišljanja trenerjev v akademijah izginjajo tako imenovani fantazisti? Ja, to je vedno polemika. Spet je vprašanje, kdo je trener in kje je trener, v katerem klubu je trener in kakšni so cilji in ambicije teh klubov. V mlajših kategorijah je definitivno treba razmišljati pa gledati o tem, kaj kdo zna, kaj je neka kvaliteta in ne zanemarjati, ampak v ozadje postaviti neko fizično pripravljenost, kajti vsi vemo, da je tu razvoj, je to vse skupaj, ki vpliva na vse in bilo koga v nekem momentu odraščanja zapostaviti ali pa ga zanemariti neke stvari ni pravilno, sigurno. Tako da marsikdo se tu zgubi, ampak tukaj je zdaj že tega govora o tem, vse se izpostavlja, da je tega po moje zdaj manj, ker se veliko več tudi o tem govori, veliko več je bilo tudi primerov, ki so kazali na to. Tako da jaz verjamem, da trenerji v akademijah in v mladinskih pogonih dejansko se obračajo, usmerjajo to, da gledajo igralce ne na igralcih, ampak da cenijo tisto, kar je neko idejo, neki igralci, ki imajo nekaj več, nekaj svojega, in da jim je potem tudi lažje, ko imajo taki igralci neko podporo, ko vidijo, da tudi če v nekem momentu zaostajajo fizično, da se ne morejo kosati, da še vedno imajo neko priložnost, je potem sigurno lažje in se jih manj zgubi na tak način. Ja, to sem te vprašal predvsem zaradi tega, ker si v enem izmed drugih ostalih intervjujev omenil, da nogometašev kot je Svit, tvoj sin, je iz generacije v generacijo manj in se mi zdi, da prav tisti igralci, ki so takšnega kalupa, potem delajo razliko in tudi konec koncev prej padajo v oči. Ja, res je. Nasploh je šel nogomet ekstremno v fiziko, sploh na najvišjem nivoju in se takšni igralci kar pogosto zgubljajo. Redki so primeri, vedno manj jih je, ki izplavajo in zato ja, jaz kot trener ali pa mogoče nekateri trenerji smo še tu bolj pozorni na take stvari, ker vemo, da pa le ni vse v neki fiziki in da nek čar nogometa devajo ravno te igralci, ki imajo nekaj več, ko si nekaj izmislijo, ko imajo neko idejo, ko jo noben ne vidi, pa jo oni sprovedajo. Tudi če ne sprovedajo, ampak ko vidiš, da je ideja, da ima nek smisel in to smišlja, to je dela nogomet zanimiv, to pride lahko tudi v igri, znotraj same igre do neke spremembe, ko se ne dogaja nič, pa pač za neko tako potezo z enim igralcem, ki lahko usmisli vse skupaj, da neko novo dimenzijo. Kakšno je pa bilo tvoje, bomo rekel temu, prebijanje skozi mladinski staž do članske ekipe, kako je splaval Simon Sešljar? Pa dobro, jaz sem imel srečo, da sem v mojem odraščanju, v mojem razvoju imel trenerje, ki so imeli posluh za mene, za moj razvoj. Na koncu vedno sem se razvijal pa igral z igralci z starejšimi, zato sem mogoče imel skozi malo, tudi so me gledali, malo so rekli, ja ne, sej on je še mlajši, sem tja, ampak na koncu pa vedno, če ne pokažeš neke kvalitete, pa neko te doben ne bo kaj velik čakal pa gledal, tako da ja, velika prednost se mi zdi, da je bila to in tako sem razmišljal tudi kasneje, potem ko sem usmeril, recimo pa ko sem poskušal pomagati Svitu, je bila ta, da sem se razvijal z starejšimi. Ne tu zaradi tega, te fizike pa nekih stvari, bolj zaradi tega, ker leto, dve v tem obdobju pomeni veliko. In ko si ti v garderobi vsakodnevno z temi igralci, ki razmišljajo drugače, ki so že na druge stvari jih zanimajo, ne, ti pa si le neko otroči neke druge zadeve in to te potem potegne in prej dozoriš, prej začneš razmišljati
na način, ki je pravi za nekaj več, potem, ko se pogovarjamo, vse v obdobju odraščanja, vse morajo dati otroci skozi, niti slučajno ni v redu, da se zanemarja, rabijo in igrice in igrala in ono in drugo, tretje, vse brez tega ne gre, ne? Ampak tu potem, ko se pa nekako razvijaš, pa ko se začuti, da si lahko nekaj več, je pa ta resnost, ta pristop, to razmišljanje lahko prednost. Omenil si to odraščanje, pa kako se igralec spreminja. Za Celje si igral v 3 različnih obdobjih. Bi lahko rekli, da si bil tudi osebnostno oziroma karakterno, pa tudi zaradi potem različnih igralskih izkušenj v vsakem obdobju drugačen Simon? Ja, definitivno. Sigurno. V prvo obdobje, pa potem, ko sem se vrnil, pa potem na koncu, ko sem zaključil, to so bila čiste druga obdobja, tudi moja igra je bila drugačna, usmerjena v druge prioritete, tako da, ja, mislim, ok, se je normalno, vsak se skozi obdobje razvija, ampak ja, ko sem prihajal, tako si omenil, v različnih obdobjih, sigurno nekdo, ki je spremljal, je verjetno lahko to tudi opazil. Skozi Celje si potem dobil prvo priložnost tudi za tujino. Takrat si izbral Nemčijo, takrat druga Bundesliga. Ko zdaj gledaš nazaj, je bila to, pa ne zgolj zaradi tega, ker si se potem tudi hitro vrnil, ampak je bila to pravilna odločitev v smislu skoka iz slovenske lige v drugo Bundesligo, nekaj, kar si praktično zdaj ne moremo zamisliti, da bi slovenski klub prodal nekoga direktno v drugo Bundesligo. Pa jaz sem zelo hitro začel igrati članski nogomet, padel v oči nekaterim ljudem, tudi v reprezentanci U21 sem bil in kar hitro je bila neka želja po odskoku nekam naprej. In moram reči, da v prvem obdobju, ko so bila zanimanja, neke ponudbe, uradne, neuradne, oziroma nekaj, ko se je začelo govoriti, se ni nič zgodilo, nič se ni speljalo. In potem sem jaz že bil kar mal nervozen. Čakam sigurno prehitro. In sem potem v nekem obdobju sam se rekel, da ne glede na to, kaj pride, in tudi ta zadeva, ko je prišla, ni bilo nič posebnega. Jaz sem šel na priprave poletne, čisto tako na probo. Jaz nisem prišel, da je mene vzel, rekel, ja, mi hočemo tega igralca. Ne, oni so iskali igralci, dopolnjevali ekipo in niso točno vedeli, kaj pač, malo so se, ampak jaz sem mogel priti tja en teden oddelati in se je potem začela zadeva razvijati. In sem naredil ta preskok, ampak v nekem obdobju niti finančno ni bilo to ne vem kaj. Je meni bila želja, predvsem, da zamenjam okolje, da grem na nek nivo, kjer bom lahko še zrastel, se razvijal in sem se pač tako odločil, takrat bi me težko bilo kaj druga sploh ustavil, da ne bi šel to probat, razvijal, kako se je razvijal, se je, ampak spet je to bilo eno tako prvo obdobje v mojem razvoju, ki mi je dalo ogromno. Zdaj, ko nekdo reče Ulm, verjetno je prva asociacija s tem mestom zimski športi, ampak vseeno Ulm je takrat bil član druge Bundeslige. Vemo, kaj danes pomeni druga Bundesliga. Prejšnji konec tedna je bilo namreč na tekmah druge Bundeslige več gledalcev skupno kot na tekmah prve oziroma Bundeslige. Kakšna je bila izkušnja igranja v Bundesligi, v ligi, v državi, ki tako močno živi za nogomet? Nemčija, ja, tako si rekel, je nogometno neprimerljiva z Slovenijo ali pa z kar marsikomu, tako da ja, za mene je bil to čist nov svet, že takrat isto se je razvijal marsikaj, tudi na koncu ok, druga nemška liga, oni so se uvrstili takrat iz tretje v drugo nemško ligo. Se je nosila še ta euforija? Neke stvari so se dogajale že prej tam, kar
nam ni bilo jasno, meni pa marsikomu je bilo to šele kasneje, ker trener te ekipe in trener, ki je mene tja želel in pripeljal, je bil Ralf Rangnick, to je, vsi poznamo, kasneje, kaj je naredil z Red Bull Salzburgom, tudi sam kot kariero v nemški ligi, bil je v Manchesteru selektor avstrijske reprezentance, v glavnem ima neko ime v nogometu, tako da on je vse to in sprožil tam in razvijal in v nekem obdobju med sezono, ko sem jaz tam bil, spet se je zgodila menjava, ker on je zanimiral vse skupaj, on je bil v osnovi iz Stuttgarta in ko je tam bil problem v prvi ligi v Stuttgartu in so zamenjali trenerja, je on že na polovici sezone, takratne drugoligaške, ker smo bili mi v vrhu, podpisal že pogodbo za naslednje leto. In v bistvu po 2-3 tekmah, ko se v Ulmu niso razvile tako treba, je bil pritisk javnosti in vseh, da je že z mislimi druge. Tako, učitelj so mu, da pa ni to, on je že tak tam in so oni tako naredili res in so zamenjali trenerja, prišel je nov trener, Švicar, Andermatt, za svojo idejo, svojo filozofijo, ampak vsa ta euforija, ki je bila takrat v Ulmu, je peljala čist do tega, da smo se mi uvrstili dejansko v prvo nemško ligo to sezono, tako da cela tista sezona, pa vse skupaj, kaj se je razvijalo, je bila ena velika euforija od začetka, ko sem prišel do konca, ko sem šel, je bilo to res sanjsko. Zdaj verjetno v tistem trenutku tega ne doživljaš tako, oziroma niti ne vidiš tako, ampak zdaj, ko gledaš nazaj, da je Ralf Rangnick dal svojo štempilko in ti dal priznanje kot nogometašu, glede na to, koga vse je on dal skozi svojo trenersko, športno, direktorsko kariero. Kaj ti zdaj pomeni ta štempilka priznanja Ralfa Rangnicka? Sigurno godi, oziroma ti da nek potrdilo, da neki pa si naredil. Neki je to on mogel videti in vse skupaj. Tako da, mene je bila ena taka zadeva, jaz sem avtomatsko potem zadevo spravil, ko sem se trenersko začel ukvarjati s trenerstvom, sem dejansko potem na zaključku svojega šolanja za pro licenco sem izkoristil tudi njegove veze in ko je bil v Red Bull Salzburgu in ko je bil tam tudi Kampl, sem ga poklical in sem ga dejansko prosil vprašal, če lahko pridem za eno obdobje v Salzburg, da me zanima način dela, vsem tega razmišljanje in on mi je to omogočil. Sem šel tja in tudi moje diplomsko delo potem na koncu za licenco UEFA Pro je bilo ta primerjava dela v enem takem klubu, kot je Salzburg in pa z klubom recimo iz naše regije, tako da mi je tudi ta nek kontakt, neka veza pripomogla potem v nadaljevanju. Še enkrat več se pokaže, da nogometna kariera ni samo tisto, kar narediš na terenu oziroma kar narediš za svoj bančni račun, ampak vsa ta prijateljstva, poznanstva, to mrežo, ki jo kot igralec, kot potem trener spleteš. Po izkušnji v Ulmu je potem sledil povratek v domovino, takrat Maribor, prva, recimo temu, zlata generacija, prva ekipa Maribora, ki se je uvrstila v Ligo prvakov, ampak do tja je bilo treba marsikaj narediti. Kvalifikacije najprej Genk in potem tisti Lyon, ko sem gledal tisto ekipo Lyona, marsikatero znano ime, ampak na drugi strani, ko sem gledal ekipo Maribora, pa tudi, ko zdaj gledaš nazaj, si vedel, oziroma kdaj ste začutili, da bo lahko tista ekipa šla tudi preko 2 takšnih evropskih velikanov v kvalifikacijah? Tudi tista generacija, tudi vse te uspehi so rasli že nekaj časa. Se pravi, 1 leto prej, mislim, da je že bila ta tekma na Nizozemskem, ker je tudi z Ajax. Z PSV-om, mislim, da s PSV-om v bistvu bilo tudi malenkosti so ločili, da bi se že takrat lahko zgodilo kaj velikega. V Mariboru je bila takrat ena euforija in se je delala neka zgodba in se je dopolnjevalo
vse skupaj raslo in mogoče, ker se do takrat še ni zgodilo, je bilo še vedno vse to, ampak isto se je verjetno že malo čutili, da se pripravlja nekaj velikega, da se neke stvari, da se bo slej ko prej to zgodilo. Prišla je ena generacija, ki je bila za slovenske razmere zelo kvalitetna in tudi dosti izkušena, da je to lahko speljala. Pravim, je pa dejstvo, da tako sem rekel, dobedni še ni uspel v tistem obdobju nekaj velikega tega narediti in nas je nosila isto ena euforija, ko se je začelo dogajati, ko so začele te stvari valiti, je potem je to samo šlo naprej in težko je bilo to ustaviti. Je takrat že bila ta zdaj znana himna Lige prvakov? Bila. Je bila. Ko stopiš, ko začneš hoditi na igrišče, ko slišiš to prvič himno, grejo dlake po konci. Ja, definitivno. Jaz se spomnim, da so bili takrat, Prva skupinska tekma je bila v Kijevu, ne? Ja. Par igralcev, malo mlajših, ki so bili, je bilo dejansko ko se družiš, vsem tja pa si poješ to himno, vsem tja to so bile stvari, ki so bile do takrat res nepojemljive in sanje vseh nas, mi smo to pač takrat živeli te sanje, da nam je uspelo, potem se kasneje še ponovilo, ampak tako se velikrat omenja, takrat je bilo prvič in je bilo nekaj večno, sigurno. Zdaj do reprezentance, pa tudi pokala v Celju, pa državnega naslova bo še prišla, ampak je potem, ko nogometaš nastopi za reprezentanco in nastopi za Ligo prvakov, oziroma so bile to neka izpolnitev sanj? Si imel, ko si začel kariero, še kakšne druge v smislu cilje? Liga prvakov je bila kljukica, reprezentanca je bila kljukica? Ko začenjaš iz veselja, ja, ampak potem, ko začutiš, da pripadaš na ta nivo. Ja, ko pa enkrat prideš na ta višji nivo, predvsem ta prehod na članski nogomet, ko so neke želje prisotne, ko si že v nekem obdobju mlajših kategorij skozi prisoten v nekih reprezentancah, se pravi, to pomeni, da si vedno v nekem situ par najboljših na tem mestu v državi, bilo kakšna je ta država, to nekaj pomeni, imaš neke cilje, imaš neke želje, sanje in sigurno so te stvari, ko se ti izpolnijo od teh evropskih do reprezentančnih, je tista korona vsega, tako da vse pride neko spostavljeno, vse se začne razvijati, zdaj da bi pa rekel, da prej imaš neke želje, neke sanje, pa bi pa rekel težko, ampak se pravi, ko se enkrat to začne, ko se odvija, so to neke stvari, ki te zapolnjujejo in osrečujejo. Po Mariboru je znova prišla tujina, takrat Belgija, znova dokaj kratek postanek. Belgija je država oziroma Lierse, ki se je potem v prihodnosti izkazal za zelo slovenskega. Slaviša Stojanović, ki je bil gost, je vodil Etienne Velikonja, je bil tam, ti si oral ledino. Kakšna je bila ta belgijska izkušnja? Z obema, ko sem govoril, sta res imela samo dobre stvari za povedati. Takrat je bilo zelo zanimivo. Tista mariborska ekipa, mi smo se uvrstili v Ligo prvakov, ampak dejstvo je bilo, da je bila ta ena kemija, pa ena skupina igralcev, ki smo dosegli ekstremno velik rezultat za slovenske razmere, ampak nekega preskoka takrat takoj pa ni naredil nobeden. Kar pomeni, da dejansko smo bili res ena skupina, ki je živela za nek uspeh,
mislim, da je Čipi šel tudi, drugo pa je več ali manj je ostalo in tako je bilo leto, dve in tudi isto taka je bila zadeva, da se je takrat v Mariboru, potem to je bilo že, jaz sem šel v tretje leto, so se stvari že kar malo tudi finančno začele, malo ni bilo več tako rožnato, kot je bilo na začetku, sem tja in se isto na pol sezone ponudila priložnost, ker je pa Lirse bil takrat slabo so štartali, na pol sezone so bili na slabem položaju in so isto v tem zimskem prestopnem roku iskali neke rešitve in so pripravili 2-3 igralce, takrat eden od teh sem bil tudi jaz, sigurno čist na osnovi tega, kar se je dogajalo prejšnje leto v Mariboru, ker tudi mi smo si takrat pač vsi naredili neke kasete, neke te izseke, sem tja bolj za naš arhiv, sem tja, ampak jaz vem, da ko je prišel ta agent z klubom, s predsednikom kluba, je dejansko prišel s to kaseto, niti ne vem, kje jo je dobil. Ni prišla od mene, ker so bile pač te poteze oziroma te seki iz teh tekem in ko ne vem, en klub v Belgiji, ki ni to zdaj top 4-5 ni Anderlecht standard. Tako ja. Ima take podatke, je sigurno za njih to sprejemljivo in sigurno dobro. Tako da takrat smo se kar hitro zmenili, oni so rabili igralca ofenzivnega in tudi tam je bila sezona kar hiter. Mi smo naredili eno serijo rezultatov, smo rešili zadevo, da smo ostali v ligi, ampak pogodba je bila podpisana za pol leta oziroma pol leta plus 2. Tudi tam se je tako v Nemčiji kar veliko stvari zamenjalo od trenerja naprej in pač potem se pravim na tem nivoju je tako, da se v bistvu sestavljajo zadeve kar tak vsako sezono kar fejst na novo in nismo pač našli nekega skupnega jezika za naprej in sem se potem vrnil prvič v Celje takrat nazaj. Je ta odločitev je botrovalo tej odločitvi tudi dejstvo, da si pol leta kasneje oziroma pol leta prej postal oče, da se vrneš? Oče, oče sem postal že preden sem šel v Nemčijo. Tako, drugič. Se je rodila Hana, smo šli skupaj v Nemčijo, bili v Mariboru in potem ko sem odhajal iz Maribora v Belgijo, v bistvu se je rodil Svit v Mariboru in ko smo se vračali, ni bilo to razlog vračanja, bilo kaj, mi smo v vsakem primeru povsod, kjer smo šli skupaj z družino, to je bil meni nisem sploh razmišljal o čem drugem in verjetno sigurno ne bi mogel funkcionirati na način, da sem jaz na enem delu, družina pa druge in je pač to bilo skozi normala za nas. Je to nekaj, kar je pri nogometašu zelo pomembno, sploh če je mlad nogometaš, ki dobi prvič otroka, tako gre v tujino, da si vedno razpet med, veš, da moraš odigrati, moraš si profesionalec, s tem konec koncev preživeti svojo družino, ampak hkrati ta odgovornost, ki jo imaš in do partnerke in do otrok, je lahko nekaj, kar nogometaša res mu obleži. Sigurno, to so stvari, vsi smo si drugačni, drugačne stvari vplivajo na posameznike, ampak z tega, kar sem jaz izhajal, meni je bilo to sigurno velik plus, ker skozi kariero v nekih momentih se dogaja marsikaj in družina je ta, ki ti vedno stoji ob strani, ki te osrečuje, ki tudi ko nekaj ne gre tako, bi si želel, preživljaš trenutke skupaj in greš to čez vse skupaj dosti lažje. Je tudi za nogometaša lažje, ko ve, da recimo sam si v slovenski ligi in v majici Celja in v majici Maribora dokazal, da je to okolje, na katerem lahko igraš na zelo visokem nivoju, je potem to, da to veš lažje, da je kot nekakšno
zavetje za nogometaša, če se v tujini ne izide po željah, da se lahko vrneš sem, pa znova pokažeš in potem greš nazaj ven. Ok, vedno te nekaj vleče nekam. Zdaj, jaz neke prave potrditve v tem smislu v tujini nisem dobil. Zdaj, ali to, zato je verjetno splet okoliščin, marsikateri razlog, na koncu tudi kvaliteta, ampak povsod je tak, lahko se neke stvari obrnejo v eno ali drugo smer, mogoče bi se lahko kje razvilo tudi drugače. Ampak tako pač je. Zdaj, v tem razmišljati v nekem obdobju te kariere nima smisla, vedno greš naprej, vedno probaš iti tja, ker misliš ali pa si prepričan, da boš lahko, da ti bo bolje, da boš lahko funkcioniral. Kako se pa potem razplete, je pa spet stvar, kdo kaj v nekem obdobju tudi potrebuje, kaj se zgodi. Je pa dejstvo, da mi v našem obdobju, ko sem se jaz prebijal, dejansko preko klubskega nogometa se ni moglo ustvarjati nič kaj veliko, se pravi, vse, kar se lahko iz Slovenije delalo, nekih prestopov pa transferjev je bilo samo prek reprezentance in pa, se pravi, v tistem obdobju ta naša Evropa prvič prek Maribora, drugače pa nas ni bilo na zemljevidu drugače kot prek reprezentance. Je verjetno tudi to ena izmed, recimo, poleg vsega ostalega, nogometnega, če gledamo nenogometno, ena največjih, bomo rekel, napredkov, pokritost izpostavlja nogometašov tudi medijsko takrat, ko si rekel, da ste mogli svoje kasete delati, zdaj goli preigravanja skačejo po TikToku, Instagramu, vse pa vsod ven, da so sedaj nogometaši tudi veliko bolj izpostavljeni kot v vašem času. Ni primerjave sploh, tako ste rekli. Danes to, kaj se zgodi na bilo kakem treningu, je tako že na spletu svetovne, se vse skupaj vidi, tako da nič ne more ostati nezapaženo, vse je pod velikim povečevalom. Po drugi strani pa je tudi zelo malo nekih možnosti, da pa lahko ti nekoga pretentaš na tak način ali pa da mu nekaj prodajaš meglo, kajti danes so vsi podatki dostopni z 2, 3, 4 klikom, vse se lahko preveri na brzino, tako da svoje prednosti, slabosti je imel. Vsak obdobje je imelo svoj čar. Tako da zanimivo. Jaz še vedno mislim, da je bilo naše obdobje lepo in ga ne bi menil za nič. Ja. To drugo obdobje v Celju je bilo, kolikor sem gledal, statistično najbolj uspešno v smislu doseganja zadetkov in vsega ostalega. Zakaj misliš, da je bilo to sprememba igralnega položaja, samo slučajnost? Ne, jaz sem v tistem obdobju, ko sem se vrnil prvič v Celje, sem nogometno dozorel čist in to so bila moja sigurno najboljša nogometna leta in tudi sam osebno sem igral takrat po mojem mnenju najboljše. Zdaj se je to verjetno se tudi mogli poklopiti z celo zadevo ekipno, ker pač govorimo o ekipnem športu in posameznik ne pomeni nič. Dejansko je takrat bila ena generacija teh mlajših igralcev, kvalitetnih, ki so tudi kasneje naredili dobre kariere in jaz sem bil en tisti kanček v mozaiku, ki je bila sestavljena, ki sem prišel, ki sem nekako zadeve smo povezali in sem se dobro tu najdel in dejansko, se pravim, vse skupaj je raslo, bila je dobra ekipa in tudi, tako sem rekel, jaz sem takrat se tudi mogoče najbolj užival in najboljše počutil na igrišču. Si se kot igralec, ki se je vrnil v svoj matični klub tako iz tujine, počutil še toliko bolj odgovornega, še toliko bolj zagnanega, ko si se vrnil, ko si začutil, da si, kot si rekel, ta zadnji košček sestavljanki, da ta stvar dejansko potem funkcionira tako, kot je treba? V domačem okolju je vedno drugače in je vedno ta pripadnost
takšna, kot more biti in je vse skupaj drugače. Se pravi, tudi takrat v tistem obdobju nas je bilo več, ko smo bili iz nekega tega okolja in je bilo res užitek in vedno je to nekaj več, ko lahko igraš za ekipo iz svojega rodnega mesta. Ko sva se sprehodila do tega prostora, kjer zdaj snemamo tale podcast, je naju skočila slika iz plakata oziroma tle, kjer je postavljeno na hodniku, kjer se dviguje pokalna lovorika 2005 po vseh tistih neuspešnih finalih, se je vendarle poklopilo in verjamem, da se je takrat tudi zate odvalila ena velika skala od srca. Ja, za Celje je res ta nesrečni pokal nasploh, če govorimo. Za nas je pač tisto leto bilo srečno, ampak res preveč je teh izgubljenih pokalov. Final v Celju. Kasneje je prišla. Ja, tako da, ja, tudi jaz sem že kar 3-4 finala do takrat igral. Nikoli se ni išlo, takrat nam je uspelo. Jaz sem bil tudi kapetan te ekipe in mi je pripadla čast, da sem tudi dvignil ta pokal in sem vesel, da smo pač takrat usvojili neko prvo lovoriko do tedaj. Pomeni še to toliko več, ker je bilo to s Celjem državni. Lovoriko si v svojih rokah že imel prej, ampak ker je bilo s Celjem. Ja, sigurno je to nekaj več in na koncu ti pomeni, ti da neko zadovoljstvo. Si takrat že vedel, da boš spet zapustil Celje? Ne, tudi potem ponudba iz Izraela je prišla čist tako zelo na hitro po koncu te sezone. Sem se odločil tudi kar na hitro, ker v tistem obdobju zneski v slovenskem nogometu niso bili takšni. To so bila leta tam proti 30, sem že šel počasi in sem začutil in sem želel pač, da nekaj še ali vidim, doživim, na koncu tudi finančno poskušam iztržiti še kaj in sem se pač podal na naslednjo destinacijo. Tako. Izrael, Celje je imelo priložnost letos igrati z Makabijem iz Tel Aviva, ti si takrat igral proti Haifi. Ja. Če zdaj primerjaš svojo izraelsko izkušnjo s tistim, kar recimo lahko sedaj gledamo, Haifa je v izločilnih bojih, sedaj v konferenčni ligi, Tel Aviv prav tako. Če bi lahko primerjal Izrael kot nogometno državo sedaj in takrat, kako bi primerjal? Nekega pogleda, kaj se zdaj dogaja, niti nimam, ampak vedno je bilo Izrael zelo nogometno mesto, niti slučajno se tam ne dogaja to, kar vidimo sam po televiziji, tudi v mojem obdobju je bilo tam štadioni polni, dobri štadioni. Makabi Haifa, Makabi Tel Aviv so vedno na visokem nivoju z kvalitetnimi tujci, ne s temi top nivoja, ker pač oni dejansko ne rabijo iti v Izrael, da zaslužijo take denarje, lahko grejo v bolj mirne države, čeprav moram reči, tudi tam, jaz sem bil tam z 3 otroci in ženo in se nisem v dobenem trenutku počutil, da ni varno ali pa bilo kaj. V bistvu še tu bolj imaš, ker tam ne moreš v dobeno stavbo, nikamor ne moreš priti, če ne greš prek pregleda kontrol, kot da si na letališču povsod. Tako da dost za enega laika, pa en, ko ne pozna, skoraj ne moreš verjeti, ampak ko si enkrat tam, ko vidiš, kako zadeve funkcionirajo, se pravi, ne bi niti te inštitucije pustile, da se igrajo ta tekmovanja na najvišjem nivoju v državah, ker ne bi bila varnost na najvišjem nivoju. Tako. Po Izraelu Cipr, če primerjaš, najprej bom tako vprašal,
povsem po človeški plati. Kje si najbolj užival kot, bom rekel, navaden laik? Cipr, Izrael, Nemčija? Težko reči, ker mi je bilo posod lepo. Na Nemčijo nas je vezala tam je v Ulmu je slovenski klub oziroma jugoslovanski klub, znotraj katerega je bilo kar veliko Slovencev in jaz sem prvi trening, ko sem prišel v Ulm, je prišel človek iz Ptuja, Slovenec, ves vesel, ker je pač zdaj prišel pa v Nemčijo en Slovenc. Smo se takrat povezali z njegovo družino in smo tam se počutili zelo lepo. Tudi kasneje še kar nekajkrat se vračali v Ulm in bili s temi ljudmi. Izrael, Cipr, države praktično nimaš kaj reči. Podnebje, vemo kako je, vse to, res je bilo posod lepo in bi težko rekel zdaj, ne bi niti ločil zdaj, kje si imel več uspehov, kje sem tja. Posod nam je bilo zelo lepo, posod nič nam ni manjkalo nikjer, posod so otroci obiskovali šole ali pa vrtce, tako da težko bi rekel zdaj, da je pa neki To je po mojem dokaj redko, da nogometaš s tujino nima slabe izkušnje. Zdaj, ko gledaš nazaj... Ne, ni bilo nekih slabih izkušenj, res ni bilo. Posod nam je bilo v redu, posod smo se klimatizirali, tudi mi sami dobro, tako da res samo pozitivne stvari. Kdaj si začutil, da bo čas, da počasi začneš razmišljati o naslednjem poglavju? Se spomnim, to je bilo, mislim, da zadnjo leto zimske priprave, ko sem pol nehal. Takrat tiste kroge. Prvi trening, tisti prvi teden, ko sem rekel, ne bo, to so mi zadnje priprave. Čeprav nikoli nisem imel s tem problemom, ampak pride že v leta, kjer je pač to težje prenašaš. In sem se pač tako, nisem se niti počutil, da ne bi mogel ali pa sem tja, mogoče vse se sopadalo nekako z željo takratnega vodstva kluba, da mogoče nek položaj, ali pa neka funkcija, ki bi jo lahko upravljal v naslednjem življenjskem obdobju, takrat v Celju ni bila in se mogoče samo po sebi se je postavljala zadeva tako, da bi jaz lahko bil ta človek, ki bi to upravljal in sem na nek način razmišljal, da je mogoče to pravi trenutek, ker nikoli ne veš, ne, lahko da, ne vem, na obdobje kasneje, potem niti ne rabi klub na tej poziciji človeka sem tja in sem rekel, leto, dve, meni v igranju ne pomeni nič, če je to neka priložnost, da v naslednjem obdobju življenjskem se tu najdem. Nisem sploh razmišljal, ali je to prava pot ali ne, tako sem se odločil in sem z nekim entuziastom pa z željo veliko po nekem novem se spustil v naslednje stvari. Ker končal si pri 35. Ja, ne, še prej, 34. 34, no potem, zaradi tega, ker to spet ni... Ja, ne, jaz sem odigral sezono, kjer sem praktično vse tekme igral v prvi ekipi, zdaj drugi so to ocenjujejo kvaliteto, ampak sigurno sem bil eden vodilnih tudi na igrišču, tako da ni bilo zdaj, da pa ne moreš več spremljati ali bilo kaj, na koncu to niti niso taka leta, da bi lahko, tako da ne, verjetno, če se ne bi odločil, bi z lahkoto še igral kar par sezon, ker dejansko s to fiziko pa s poškodbami nisem imel problemov in tako ste tudi sami rekli, za slovenske razmere pa za slovensko ligo sem imel dosti kvalitete, da bi verjetno lahko še kar nekaj časa. Sicer ne zdaj med pogovorom, ne takrat, ko sva sodelovala v klubu, nisem dobil občutka, da bi bil oseba, ki bi gledal na številke oziroma na neko svojo lastno statistiko, ampak zdaj
si ne morem pomagati, da ne bi vprašal, ko si rekel, da si imel še sigurno kakšno sezono, 2, mogoče 3 v nogah. Na večni lestvici nastopov prve lige si na 7. mestu, 405 nastopov, po minutah še malo višje, na 5. mestu. Če gremo 2-3 sezone brez poškodb, 20-25 nastopov, Gobi ne bi bil izven dosega. Ne razmišljaš takrat. Ne, ampak vem, da... O tem sploh niti me ni, se pravim, na koncu se to niso spet pa tako pomembne stvari v življenju, tako da ne, tako sem takrat čutil, takrat sploh nisem tako pravim. Je padla kdaj kakšna šala na to, oziroma kakšna beseda z Gobijem na ta račun? Ne. Ni. Sam si nastopil tudi za reprezentanco, 21 nastopov, zelo lepa cifra. Zdaj, ko gledaš tudi slovensko reprezentanco kot nekdo, ki je bil del nje, kot sedaj kot predvidevam navijač slovenske reprezentance, kako gledaš na napredek oziroma primerjavo teh generacij? Ima ta generacija, ki gre zdaj na Evropo, mislim na Evropsko prvenstvo, neke karakteristike, ki jo je imela tista generacija, ki je šla na prvi 2 veliki tekmovanji? Imajo, da se slovenska reprezentanca uvrsti na veliko tekmovanje, je velik uspeh in mora biti neka kemija, neka zgodba, neka skupina ljudi, ki jih veže nekaj več. In tako je dejansko tudi bilo, vsaka obdobja so bila isto. Ta prva zlata generacija, si vemo, okrog katerih igralcev, pa kak se je, potem spet druga. In ni slučajno, da so tu neka obdobja vmes 10 plus minus let, kjer se lahko to ponavlja. Premali smo, da bi verjetno lahko v kontinuiteti. Vsi upamo, da se bo to enkrat zgodilo, da bomo, ampak se kar bojim, da ko bo spet ta generacija še mogoče z nekim uspehom zdaj na prvenstvu, ampak ko se bo nekako to razbil, bo spet rabili bomo nek čas, da bo se spet naredila neka nova generacija, ki bo rasla sem tja in da bo lahko spet prišla do... Se mi zdi, da je to za Slovenijo kar neka realnost, da smo v valovih. Tako. Je zato še toliko bolj pomembno, da glede na to, da spet nimamo tako širokega bazena v smislu tistih igralcev na najvišjem, res najvišjem nivoju, še toliko bolj pomembno, da reprezentanca klikne kot ekipa, v bistvu, da je bolj res ta ekipni duh, mogoče še bolj pomemben zaradi tega. Za Slovenijo je odvisna od tega, to je dejstvo in dokler tega ni, se ne morejo dogajati velike stvari, tako da to je vedno pogoj. Trenerji, jaz velikrat, zdaj ko vodiš ekipe, poudarjam svojim igralcem in ekipi, da so neke stvari, to niso stvari, ki se lahko delajo umetno. Ampak je pa važno, da ekipa in igralci vejo, da je to en velika podlaga, da lahko nekaj narediš, da je lahko ekipa uspešna. Se pravi, ta neka povezanost, ne samo na igrišče, ko te veže tudi izven igrišča neke stvari, potem se lahko delajo velike stvari. Katere stvari, ki si jih recimo sam izkusil v karieri oziroma recimo počel na terenu, oziroma kjere karakteristike poskušaš uporabiti zdaj kot trener, oziroma katere stvari poskušaš najprej prenesti na igralce oziroma svoje varovance? Pa v bistvu jaz mislim, da je najbolj pomembno, da se vsak igralec zaveda, da je pomemben za ekipo in da v vsakem momentu da ne postavlja sebe v prvi plan, ampak razmišlja na način, kje ekipa njega rabi. In da je takrat, da ko ga ekipa rabi, da je takrat na voljo in da je takrat na razpolago ekipi. In znotraj tega potem pridejo te druge stvari, ki pa tebe pač individualno lahko potem naredijo večjega, ampak se pravim, ko v nekem momentu, ko te ekipa rabi, ko nisi ti tam za ekipo,
ki je nepomembno zdaj, ali to tebe dela večjega, ali to tebe kaj pomeni individualno, ampak da s tem pripomoreš ekipi in razmišljaš na ta način, to so te prave stvari, ki te delajo potem večjega in tudi ekipa na ta način raste. No, da ima čim več takih posameznikov, ki se zavedajo, da je tisto, kar ekipa rabi, najpomembnejše. Kdo je bil, oziroma koga bi izpostavil, da je bil oziroma bila najpomembnejša oseba, bodi si kot trener, bodi si kot soigralec na tvoji poti? Kdo je pustil največji pečat? Bodi si v smislu, da si najbolj napredoval ali pa da si se največ naučil? Ti spremenil nekdo razmišljanje? Težko bi rekel, oziroma ne bi rad bil do koga. Da na koga pozabiš. Tako, ali pa da neko, ker je bilo kar nekaj ljudi v moji karieri, v mojem obdobju, ki so mi zelo pomagali z svojim razmišljanjem, z svojim pristopom, tako kot soigralci, kot trenerji, tako da res ne bi izpostavljal posameznikov, ker ne bi rad, da niti nisem, se pravi, mogoče če bi jim to en teden nazaj rekel, pa bi malo razmislil, bi mogoče še koga, ampak pa tudi ne verjamem, no, se pravi, veliko je bilo teh ljudi, ki so bili mi pomembni na moji poti. Kako si sam videl svojo vlogo, recimo v garderobi? Si bil med glasnejšimi, si bil... Spet so to različne obdobja. So obdobja, ko prideš, ko veš, da nimaš druga za delati, kot da pobereš tiste stvari, ki jih moraš nesti na igrišče, biti tih, gledati dol, upijati znanje in pa vse skupaj od starejših, pa pol obdobje, ko si pa enkrat ti taki, dejansko tudi začutiš, da si ti taki, moraš neke stvari narediti, ko pogledaš okrog, kdo bo, če ne ti, ne? In to se potem nekako izoblikuje kar samo po sebi. Je pa tak ekipa tista, ki te posameznike tudi jih naredi za vodjo, oziroma lahko ti se počutiš poklicanega za to, ampak če te ekipa ne spreme, če oni ne vidijo v tebi tistega, ki boš lahko pomagal na ta način, ko oni to rabijo, tega ne bo. To so spet neke stvari, ki so zelo pridejo ena z drugo in ne moreš kar reči, ja, ti boš to. Lahko to rečeš, ampak to ni to na koncu. Omenil si vmes, zdaj se malo vračam nazaj, ker se spomnil enega intervjuja, ki ga je dal nekdo drug. Omenil si, da si v Celju igral najboljši nogomet svoje kariere. Tebe pa je Dragan Čadikovski, Čadi, izpostavil, da si bil njegov najboljši soigralec v njegovi karieri. Kakšni so spomini na igranje s Čadijem? Pa dobro, Dragan zelo me je presenetil za to izjavo, predvsem zato, ker vem, s kom je igral in na kakem nivoju, tako da mi to laska, ampak to gre bolj iz te otroške igrivosti, ko je on bil tu v nekem obdobju in tudi iz tega obdobja, ko smo dejansko uživali, ko smo igrali. Jaz sem bil tak, ki sem že nekaj dal skozi in sem tudi Dragan pa je en tak tip igralca, kot sem tudi jaz bil in kot sem in kar želim, in takšni igralci se kar hitro tudi poklopijo, ne samo tako izven pa vse te, ampak na igrišču se čutijo in verjamem, da sem jaz razumel njegove želje pa ideje in on pa je dobil tisto, kar je želel, ker velikrat se zna zgoditi, da je kjer igralec na višjem nivoju, pa da ga marsikdo ne razume, pa mu ni jasno kaj, ampak imam občutek, da so to neke te stvari, ki so Draganu v nekem obdobju verjetno mu prišle, da so mu to koristile. In ja, presenečen pa vesel, da tako razmišlja.
če greva po izven oziroma preko meja igralske kariere, naslednje poglavje, kako huda oziroma koliko novega spoznaš potem, ko končaš kariero, ko ugotoviš, da tisto, s čimer si se ti ukvarjal kot nogometaš, nisi niti vedel, da vse obstaja v klubu. Govorim recimo o funkciji športnega direktorja. Pa ogromno. Zdaj, tak je, z leti pač spremljaš pa sprejemaš neke stvari tudi drugače kot prej. Sigurno so se mene v nekem obdobju, ko sem bil igralec, neke stvari dotikale veliko bolj so se me dotaknile in mi je vzel marsikatere in energijo in vse skupaj sem se obremenjeval z marsičem, ko pa na koncu, se pravim, vidiš, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno, oziroma da so to neke malenkosti, ki pač moraš iti sam prek njih, da okej, tudi če ti kaj ni vredo, vsem ti, ampak posvečati temu prevelike pozornosti, pa prevelike energije dela temu, je sam slabo za tebe. In tu sem se kar naučil v nekem naslednjem obdobju iti prek tega, da me tudi neke stvari, ki so tudi realno mogoče niso okej, pa da si škodovan, pa da niso take, stvari ne imati osebno. Tako, da pač nekdo v nekem momentu pač tako razmišlja in ima čist pravico na tak način razmišljati in pač greš naprej, greš svojo pot, greš tam, kjer spet si zaželen. Ena taka stvar je en rek, jaz se imam shranjeno v telefonu in mislim, da sem tudi Draganu to v nekem obdobju poslal. Težko bom posebej, ampak vedno je vezano na ta stvar, da nikjer nisi, mogoče če te nikjer ne cenijo, da ni problem v tebi, ampak pač si na nepravem mestu in da pač moraš poiskati samo spremeniti okolje in iti v okolje, kjer te cenijo in boš lahko spet zaživel, spet funkcioniral tako, kot treba. Ne se obremenjevati, zdaj pač, če nekje nimaš tega mesta, ki si ga želiš, pač greš naprej, greš v drugo okolje, poiščeš neko novo sredino, kjer je lahko spet vse drugače. In se pa obremenjevati, pa razmišljati sem, zakaj sem tja, pa nima smisla. To je neki na tisti način. Ista voda je v hipermarketu 60 centov, na letališču pa 7 evrov. Ja, recimo. na ta način. Ja. Tvoje obdobje v Olimpiji v vlogi športnega direktorja ni trajalo dolgo, ampak ne bom se na to fokusiral. Verjetno je, bom rekel, najvišja točka oziroma najbolj pomemben trenutek. Redko kdo se lahko pohvali s takšnim prestopom, kot si ga takrat izpeljal ti. Prestop Jana Oblaka iz Olimpije v Benfico. Koliko medijskega pompa, spremljanja, koliko klicev je bilo takrat, ko se je vse skupaj dogajalo? Dobro, prvo, jaz se ne smatram osebi ali pa človeku, ki je pomembno za Janov razvoj. Dejstvo pa je, da sem bil v tistem obdobju na mestu, kjer so te dogajale. Neposredno. Takrat sem bil športni direktor in je takrat Jan zablestel. So se pač začele dogajati velike stvari. Verjetno marsikdo sploh ne ve, da mi smo bili 3-4 mesece preden je Jan podpisal za Benfico. Je bil v bistvu 2 meseca prej je bil v Liverpoolu na treningu, pa pač ni, ko smo prišli tja, jaz sem bil z njim, je probal narediti trening, pa ga ni mogel speljati do konca, ker je dobil na zadnji tekmi v slovenski ligi v decembru udarec v mišico in je pač poskušal, tja je probal in ni. In
zvečer smo šli na tekmo, so naj povabili, je bilo glih Liverpool-Chelsea, so se zahvalili, so rekli, nima smisla, naj pride januarja, ko bo zdrav, da bo Sentja, pa se je potem razvila zadeva naprej, da je pa ta Benfica bila toliko zagrižena, agresivna. Da bom rekel, da tudi takrat ni ven prišlo, da je že, tudi ko je bila Benfica, je bil v istem momentu Atletico že takrat zelo in jaz mislim, da je bilo takrat že ta pot že kar malo skreirana, že v zadju, pa ni vedel niti Jan, niti mi, ampak te ljudje, ki so pa delali dolgoročno, so pa mislim, da že imeli Jan Oblak že zapisano čez 3-4 sezone. Je bilo kar usmerjeno v neko smer, zdaj sigurno so to potem neki momenti, ki lahko pelejo levo, desno, bilo kam, ampak mislim, da je kar bilo zastavljena neka rdeča nit njegovega razvoja. Tako da, ja, dogajale so se takrat velike stvari, tudi za mene, se pravim, jaz kot igralec sem bil prisoten v nekih stvarih, ampak to so bile res velike stvari, prišli smo v klub, pa je sedel tam trener, pa Mendes, njihov glavni menedžer za mizo, niti nič jasno, na kak način in komunicirajo in funkcionirajo, tako da ja, neke stvari, ki so zanimive, ki ti tudi dajo potem v naslednjem življenjskem obdobju lahko kaj iz tega potegneš. V nižjih ligah si vodil različne številne klube. Je kateri, ki bi ga želel izpostaviti v smislu, da si se tam res verjetno kot trener najbolj izoblikoval? Pa spet je težko reči, ker ima vsaka sredina ima neko svojo težo. Od kluba v Konica v Dravinja, ki mi je dala prvo možnost na trenerski poti, pa ne vem, v Ptuju ena zgodba, ki smo jo spisali, 2-3 leta obdobje, ki smo dejansko bili na neki točki, ki je bila v drugi ligi dosti nizko, pa smo rasli skozi tisto, prebrodili sezono, pa potem naslednjo sezono bili dejansko igrali kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo. S Triglavom? Ja, z Triglavom dodatne kvalifikacije. Ko rasteš z ekipo, ko dopolnjuješ, ko nekako sestavljaš, eno tako obdobje, ki mi je bilo takno zelo pozitivno. Pa je bilo spet obdobje, ko sem šel v Brežice, v obdobju, ko je ekipa res bila psihično res na najnižji točki, zelo malo točk, pa smo, ne vem, v naslednjih 11-12 kolih nanizali rezultate, da smo dejansko prišli, da smo ostali v ligi. Spet predvsem z miselnostjo, kemijo igralcev, pa je bil tam, ne vem, en igralec, ki ga zdaj spremljamo tu, Martič, ki že zdaj tudi poveljuje recimo kot kapetan, pa je tej vodja, ampak že tam se je kazala zadeva, se pravi, da on ima te sposobnosti, bili so še 2, 3, 4 taki igralci, ampak to je bilo neverjetno. Jaz, ko sem prišel, se spomnim prvi 2, drugi, tretji trening in tam imaš vedno, okoli vsakega kluba so neki ljudje, ki so skozi prisotni, gledajo Sentja. Se spomnim, je prišel do mene starejši gospod, je rekel, če pa tu naredite, da splavate, pa res ne vem kaj Sentja. Tako sem rekel, z tedna v teden, z tekme v tekmo, mi smo naredili rezultate, mi smo naredili prva 4 kola, vse ekipe z vrh, Gorica, Nafta, Radomlje so bile takrat v drugi ligi, vsi v vrhu, mi smo izgubili dobene tekme, tiste, ko smo zmagali, smo mogli zmagati, ampak to je bila, prav čutil si energijo igralce, ekipe, kako so bili čist drugačni, se pravi, mi smo se potem pogovarjali, to je bilo pred koncem prvega dela, ko se zaključi, potem ko so, ne vem, zaključek, zadnja tekma, pa greš skupaj, ko od njih čutiš, da prav ne morejo verjeti, kakva je bila energija ekipe prej ali pa potem, ko smo dejansko nekako naredili. To so stvari, ki so zelo pomembne. Jaz sem vam prej v štartu rekel, da
da je po moje za rezultat je to zelo pomembna zadeva, da se ekipa poveže, da oni začutijo, da so del nečesa, ker potem je vse veliko lažje. No, in poskušam v vsaki neki sredini, ko pridem, poskušam to dati v ospredje. Si imel kot trener, verjamem, da skozi igralsko kariero si spoznal takšne in drugačne karakterje, si imel kot trener v recimo garderobi, recimo temu pokvarjeno jajce nekoga, ki si vedel, da bi ti lahko bil problem na dolgi rok v smislu rušenja te dobre atmosfere, ki si omenil, da je tako zelo pomembna. Pa ne rabimo govoriti o imenih, ampak predvsem me zanima, kako s takšnim posameznikom postopati. Treba je zadeve razrešiti, ker tu sigurno se pojavljajo take stvari. Ne da bi neki igralec hotel kaj slabe, ampak mogoče znotraj v ekipi med samimi igralci slaba energija, slaba kemija in je pač treba presekati neke stvari. Če 2, 3, 4 ali pa neke skupine ne funkcionirajo, je pač treba nekaj spremeniti, nekaj je treba odrezati, nekaj je treba narediti, če ne pač ne gre v pravo smer in potem se lahko loviš v nekih stvareh, pa se potem začneš iskati, kje delaš narobe, kaj delaš narobe, pa mogoče je pač neka stvar, ki je znotraj ekipe, ki jo je treba rešiti. Tako da so vedno so neke take stvari, vedno se tudi znotraj, tudi ko gre dobro, ko zadeva funkcionira, se pojavlja nekaj, zelo malo je potrebno, da se neka idila naruši, pa je v naslednjem momentu takoj slabo za ekipo in kar naenkrat ekipa ne more funkcionirati, kot bi lahko. Tako da je kar velika stvar tega trenerskega tima, da to spremlja, da ima pravi pogled, kaj se dogaja v ekipi, da lahko začuti in da pravočasno tudi odreagira, ker vedno lahko gre sam še nižje, da se pa marsikaj tudi spremeniti, se pogovoriti in pač postaviti stvari na pravo mesto. Se pravi, se ti kot trenerju mora poklopiti vsaj toliko, še če ne več stvari kot v igralski karieri. Mislim, to so stvari, ki se to marsikdo izpostavi, ampak moraš razmišljati o marsičem. Sigurno so stvari, ki ko imaš nekaj za sabo kot igralec, ki ti lahko pomagajo. Dejstvo je, da se zavedaš, pa tudi sam veš, tudi sam si. Jaz sem marsikdaj v karieri odreagiral tako, ne želim, da bi moj igralec zdaj. In zato na nek način niti ne moreš v nekem obdobju zameriti. Ga pa lažje razumeš. In se potem pogovoriš, pa rečeš sem tja, ker tako sem rekel že v štartu, smo vedno v nekem različnem obdobju, razmišljaš drugače, si zelo razmišljaš samo sebi kot igralec, ker dejansko je to logično, zato je toliko večja stvar, da narediš ti ekipo, ker ta igralec ve, da ga v nekem momentu pa ekipa rabi in je tudi neka umazana dela ali pa ne tista, ki njega postavljajo v prvi plan pripravljen narediti. Toliko težje je to in toliko bolje treba te stvari ceniti. No. Za konec še ta zadnja izkušnja v članskem nogometu oziroma kot vodja članske ekipe pred prihodom v Rudar. Ko si postal trener članske ekipe Celja, stopil na zelenico, kjer si dosegel prvi zadetek, ko se je ta stadion odprl. Kakšna so vsa ta čustva, ko veš, kaj si dvignil pokalno lovoriko, dosegel prvi zadetek na tem stadionu, odigral več kot 300 tekem za ta klub in potem dobiš priložnost, da ta klub vodiš. Kako vse to skupaj
nekako doživeti. Ja, velika stvar in sem bil in ponosen in vesel in da sem dobil priložnost, da se je spet išlo tako, se je šlo, nisem velik, to je zdaj tisto obdobje, ne vem, 10 let nazaj bi si verjetno veliko bolj želel sem tja, bi iskal skozi, kje je bil problem, kaj je bil problem, iščeš pri sebi, kaj si naredil narobe, pa sam sebe potem zajedaš, žreš se, pa mislim, da nima smisla, ker ko pogledaš širšo sliko, se verjetno marsikatere stvari bi lahko hodile drugače, pa se niso. Zakaj se niso, je težko reči, ampak mogoče pač v nekem obdobju nisi na pravem mestu, v pravem trenutku. Mogoče bo prišla neka nova priložnost, čeprav nimam nekih teh norih. Ta Slovenija je tak mali prostor, da sem dobil neko to zadoščenje. Jaz sem si to želel, po parih letih te druge lige in ko sem se pogovarjal, imam pač tudi te trenerji, ki so v prvi ligi, so moji prijatelji in se pogovarjamo in sem v nekem obdobju, ko nisem bil trener, sem pač se odločil, pa sem šel en teden v Maribor, Darkotu Milaniču, pa sem bil en teden tam, pa se pogovarjaš, pa da vidiš, kako razmišljajo, pa sem šel potem naslednji teden k Anteju v Muro, pa smo tam isto se pogovarjali in sem pač prišel da sem rekel, da se čutim sposobnega pelati isto zadevo in sem se tudi usmeril v to, da je do te priložnosti prišlo. In sem jo dobil. Nisem jo čisto izkoristil tako, bi si jo želel, ker se je pač kar hitro končalo, ampak spet pravim, da mislim, da je bil razlog tudi v meni, ampak veliko več je bilo nekih dejavnikov, ki so vplivali na vse skupaj in da je bilo zelo težko v tistem obdobju narediti neki tisto, kar bi zadovoljali mene in pa vse okoli, da bi jaz tu nadaljeval. Tako da v tem momentu me predvsem se fokusiram na to, da sem v okoljih pa v sredinah tam, kjer uživam in v delu na igrišču in z ljudmi, katerimi delam in mi je to čisto dosti in nimam sploh več tega, da bi pač mogel enkrat biti še trener prvoligaške ekipe ali pa neki. Bolj mi je to pomembno, da sem z ljudmi, delam, s katerimi uživam, pa da se počutim v tistem okolju dobro. Dobro, zdaj ne da te kam pošiljam oziroma karkoli končujemo, ampak prihodnji mesec, skoraj prihodnji mesec aprila boš star 50 let. Vem, da to ni bilo treba. Ampak zdaj, ko recimo 50 let je neka prelomnica, ampak ko pogledaš nazaj, kot kaj si želiš oziroma kako gledaš na svojo, recimo temu, zapuščino v smislu nogometne kariere, konec koncev tudi nekaj si dal v pisarnah oziroma ob terenu, kot kaj ti recimo ste najbolj godi, najbolj laskana, kaj si najbolj ponosen, ko ljudje spomnejo, ko se pogovarjajo s tabo oziroma kaj bi si sam želel, da najprej pomislijo, ko slišijo ime Simon Sešljar? Jaz sem najbolj ponosen na to, pa vesel, da še vedno, da se ukvarjam s tem, kar najraje delam. In da lahko funkcioniram in živim s tem, kar mi največ pomeni. In da se tu najdem in da tudi drugi najdejo stvari, v katere lahko imajo kaj od mene in da na ta način lahko funkcioniram in to mi pomeni res največ, no, da neko obdobje vse je bilo tudi vmes, pa hočeš nekaj druga, sem tja, pa sem imel ta športni center, pa je tudi povezan s športom, ampak nogomet je nogomet, to je to, kar znaš, to, kar ko eden to vidiš, da spoštuje, pa ceni,
je to velika stvar. Se pravi, da lahko vedno v vsakem obdobju bom lahko nekomu nekaj pomagal, pa bomo imeli vsi skupaj neko korist. Jaz bom si zaslužil, da bom plačal celo položnice s tem, pa pojedel nekaj, pa si nekaj prvošil in na koncu nekaj več, pa nekaj druga niti ne rabim. Simon, hvala, da si vzel čas, vse najboljše v spomladanskem delu kot nekdo, ki je tako povezan s celjskim klubom in je pustil tak pečat v njemu, verjamem, da boš, pa da ne bom slučajno česa zaklel zdaj, da se boš prisoten, če si bil ob prvi pokalni lovoriki, sedaj tudi ob drugi državni oziroma za državnega prvaka, da boš potem tukaj. Ja, vsi verjamemo, da se bo to zgodilo, oziroma vse kaže na to in vse kaj druga bi bilo veliko presenečenje, saj zame, ker se stvari razvijajo v pravo smer, ker si to Celje zasluži in jaz sem prepričan, da bo temu tako. Hvala in hvala tudi vam, da ste si vzeli čas in si ogledali novo epizodo podcasta Moj podcast, moj klub.